Dr. Jože Pirjevec se rodil 1. junija 1940 v Trstu. Leta 1966 je diplomiral iz novejše zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, med leti 1967 in 1969 se je študijsko izpopolnjeval v Pisi, v obdobju 1969 do 1971 pa na Diplomatski akademiji na Dunaju, kjer je študiral mednarodno pravo ter sodobno evropsko in avstrijsko zgodovino. Leta 1971 je postal profesor za zgodovino Vzhodne Evrope na Fakulteti za politične vede Univerze v Pisi. Leta 1983 pridruženi profesor na Tržaški univerzi, 1986 pa redni profesor za zgodovino Vzhodne Evrope na Fakulteti za politične vede v Padovi. Od leta 2002 do leta 2016 je kot redni profesor predaval na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, sicer pa je kot raziskovalec zaposlen v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, ki je danes samostojna raziskovalna organizacija. Njegova odločitev, da svojo avtoriteto in znanstveno težo podpre razvoj mlade univerze in fakultete, ima gotovo dala zagon in pomagala preseči dvome, ki so se porajali ob uvedbi še tretjega študija zgodovine v Sloveniji. Pod rektorjem Draganom Marušičem so njemu še nekaterim drugim sodelavcem znanstveno-raziskovalnega središča prepovedali predavati, čeprav se je angažiranje kredibilnih profesorjev, kot je Pirjevec, ki je svoje izkušnje znal imenitno povezati z zagnanostjo mladih sodelavcev, še posebej izkazalo kot daljnovidna odločitev. Konflikt z njimi pa je pravo nasprotje temu, saj je fakulteta za humanistične študije na področju zgodovinopisja danes zaradi tega v veliki meri marginalizirana, kar bo zelo težko preseči. Pirjevec je namreč tudi svoje mlade zamejske diplomante, magistrante in doktorante znal povezati s fakulteto za humanistične študije v Kopru in v širšem smislu slovenskim zgodovinopisjem. Kot vodja več projektov pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper pa je na drugi strani pripomogel, da je Univerza na Primorskem kmalu postala prepoznavna v domačem in mednarodnem okolju. Širok pristop, retorične sposobnosti in osebna nota, ki jih vnaša v predavanja, so ga hitro naredile za enega najbolj priljubljenih profesorjev. Jože Pirjevec je bil v svoji dolgi univerzitetni in znanstveni karieri gostujoči predavatelj tudi na zgodovinskem oddelku Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pa na Dunaju, Torinu, Bochumu, Varšavi, Celovcu, na Nobelovem inštitutu v Oslu na Norveškem in drugje. Številnimi štipendijami uglednih institucij iz Avstrije, Nemčije, Sovjetske zveze oziroma Rusije, ZDA, Norveške in drugih je raziskoval v različnih arhivih, knjižnicah in inštitutih po svetu. Njegovo svetovljanstvo, znanje jezikov in mednarodne povezave, združene z osebno gostoljubnostjo, nenazadnje tudi s kuharskimi spretnostmi, imajo za posledico obiske številnih intelektualcev v njegovi čudoviti vili nad Trstom. Jože Pirjevec je bil leta 1995 izvoljen za dopisnega, leta 2005 za izrednega in leta 2009 za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pirjevčeva raziskovalna pot se je začela leta 1976 z doktoratom pod mentorstvom profesorja dr. Frana Cvitra na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dizertacija obravnava dalmatinskega patriota Nikola Tomaseja, ki nato je šla v knjigi Nikola Tomaseja med Italijo in Slavijo. Od tedaj je njegov raziskovalni opus raznoroden in lahko naštejemo samo nekatere temeljne teme. Preučevanje manjšinskega vprašanja, Storia degli Sloveni in Italija 1866 do 1999, slovenski verziji Zgodovina Slovencev v Italiji 1866 do 2000, Trstat italijansko-slovenskih odnosov, Tržaški vozel 1945 do 1980, izdana 1984, Trst je naš 2007. Jugoslavijo vse do zadnjih vojnih strahot, Il giorno di San Vito, Jugoslavija 1918 do 1992, Storia di una tragedia 1993, Serbi, Kroati, Sloveni, Storia di tre nazioni 1995 in nato še več izdaj, Slovenska inačica Jugoslavija
1918 do 1992, izdana 1995. Le guerre Jugoslave 1991 do 1999. Knjiga je leta 2002 dobila nagrado Acquistoria in je izšla tudi v žepni obliki, sam jo je prevedel tudi v slovenščino in časovno razširil. Jugoslovanske vojne 1991 do 2001, izšla 2003. Nekaj tehnih del je objavil tudi o Rusiji in ruskih oziroma širše vzhodnoevropski zgodovini. Storia della Russia del XIX secolo. Zgodovina Rusije 19. stoletja 1984. Tito, Stalin l'Occidente. Tito, Stalin in Zahod. Slovenska izdaja 1987. Zanjo je dobil nagrado Kidričevega sklada. V razširjeni verziji v italijanščini pod naslovom Il Gran Rifiuto. Guerra fredda e calda tra Tito, Stalin l'Occidente je šla še enkrat leta 1990. Pomembno delo je zajetna monografija Foibe una storia d'Italia. Foibe, italijanska zgodba, ki je leta 2009 močno razburila italijansko, zlasti desničarsko politiko in javnost. Bila je prevedena tudi v slovenščino, v sedanjih razmerah nekakšnega lažnega sprvaštva med Slovenijo in Italijo, ki želi izenačiti fašizem in protifašizem, pa še posebej aktualna. V zadnjem desetletju se je Jože Pirjevec ukvarjal predvsem z izjemno odmevno biografijo Josipa Broza Tita. Tito in tovariši, Cankarjeva založba 2011, ki je bila prevedena in izdana v večini svetovnih pa tudi drugih jezikov. Njegova zadnja knjiga, ki je pravkar izšla in si še utira pot med bralstvo, ima naslov Partizani, Cankarjeva založba 2020. Obsežna monografija govori o jugoslovanskem in slovenskem odporniškem gibanju med drugo svetovno vojno. Dr. Jože Pirjevec je v klasično slovensko zgodovinopisje vnesel mediteransko noto, tako številnimi publicističnimi prikazi posameznih zgodovinopisnih problemov, kot z iskrivim in polemičnim sodelovanjem v medijskih razpravah, kjer pa hkrati tudi v najbolj pritlehnih in zmerjaških televizijskih oddajah ostal ljuden in na akademski distanci. Sodeloval je pri pripravi številnih dokumentarnih filmov. Najbolj tehtna in odmevna je bila gotovo serija RTV Slovenije iz leta 2005, Dnevnik nekega naroda, v katerem je predstavil zgodovino Slovencev v 20. stoletju. Jože Pirjevec svojih socialno-liberalnih, nazorskih in političnih, pa tudi nacionalnih opredelitev ne skriva za nekakšno znanstveno distanco, ki v Sloveniji največkrat pomeni strah pred opredeljevanjem, v Italiji pa zavijanje v gostobesedno in relativizirano govoričenje ali pisanje. Pirjevec je med leti 1984 do 2001 predsedoval Narodni študijski knjižnici v Trstu, od leta 1987 do 1991 pa je bil predsednik upravnega sveta Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Za svoje znanstvene dosežke je prejel vrsto slovenskih in mednarodnih nagrad ter priznanj, poleg že omenjene nagrade Kidričevega sklada 1988 in premijo Acquistoria 2002, tudi zlato plaketo Univerze na Primorskem 2006, priznanje Društva Tiger 2006, zlato plaketo Zveze združenj borcev NOB Slovenije 2007 in nazadnje državno priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije 2007. Akademik dr. Jože Pirjevec je znan po svoji odprtosti, elokventnosti in širokem poznavanju ne samo zgodovinopisja, ampak tudi literature, gledališča, opere in umetnosti sploh. Razdalje mu pri tem, dosedanje pandemije s COVID-19 niso pomenile kaj dosti. Sem včeraj gledal Nabucco ali pač karkoli na Siciliji ali v Milanu, je znal ob dopoldanski kavi navreči kar tako, mimo grede. To elegantno, samoumevno gibanje skozi svet, zgodovino in umetnost, združevanje različnih svetov v enega, še naprej ostane njegova temeljna značilnost. Jože, lepo pozdravljen v tvoji čudoviti delovni sobi. Smo v Trstu, kjer si preživel večino svojega življenja, ampak drugače pa nisi rojen v Trstu. Ne, rojen sem v Trstu, samo da sem prva leta svojega življenja bil v Sežani, ki je bila hiša mojega očeta. Tako da imam zelo lepe spomine na tista otroška leta. Meni se zdi, da sem bil najbolj svoboden takrat, ko smo bili v Sežani pod nemško okupacijo.
No, seveda, otroška percepcija je vedno drugačna, to vemo, ker smo posneli veliko intervjujev z ljudmi, ki so odraščali v času vojne. Ne. To je pravzaprav specifično otroštvo. Ne. Kako je bilo, kako si to doživljal, kakšno je bilo šolanje? No, veš, kako je bilo? Jaz sem hodil najprej v partizansko šolo. Zdaj, ko so prišli partizani k nam v Sežano, maja 1945 so organizirali svoje šole in kljub temu, da so na to zasedli to območje Angleži in Američani, so vsaj na podeželju pustili še partizanske šole. Tako da sem jaz hodil, v prvi razred sem jaz hodil v to partizansko šolo, kjer so me imenovali Josip. Kar se je meni zdelo strašno čudno. Zdaj razumem, da Josip je bil tam takrat zelo, bi rekel, modern. Josip Džugašvili Stalin, Josip Broz Tito in tako sem tudi jaz postal Josip. In imam spričevalo in zanimivo je, da so tudi poslovenili priimek. Tako da sem bil eno leto Pirjevec, kar nenadoma. Ko smo se pa preselili sem v Trst, leta 1947, je šlo vse po starem. Tako kako so pač Italijani nam vsilili italijanske priimke in sem nenadoma postal spet Pierazzi. In tudi Giuseppe, čeprav moram reči, doma sem jaz bil Jože. No, ti si v uvodu knjigi Partizani, kateri se bova še vrnila, napisal, da je bil oče goreč podpornik partizanov, da pa je bil tudi nezaupljiv do komunizma. Je bil to razlog, da ste se preselili? Veš, moj oče je bil en velik patriot, jaz bi rekel celo panslavist. On je rekel, večkrat je rekel, jaz bi najbolj želel, da bi ruska zastava plapolala na Frenetičih. Tako da je torej bil zelo s srcem v tem tudi partizanskem boju, toda kot trgovec se je bal komunizma. Je bil, mislim, koliko toliko zgleden tudi in se je zavedal, kaj je Stalinov režim. Tako da si je predstavljal, da ko bodo prišli k nam dokončno, ko bo dokončno padla meja in bodo k nam prišli pač komunisti, se mu ne bo dobro pisalo. In faktično njegovim bratrancem, ki so ostali, se ni dobro pisalo, ko so jih zaprli za nekaj mesecev, se ne ve zakaj. Čisto enostavno zaradi tega, ker so bili buržuji ali kapitalisti ali kakokoli. No, mi smo pa takrat, to je bilo po 15. septembru ali okrog 15. septembra 1947, ko je torej ta meja bila dokončno začrtana, smo se preselili v svobodno tržaško ozemlje, sem v Trst, v prepričanju, da bo to ozemlje nas postalo očitno en Hong Kong, en Singapur, en center blagostanja mednarodnega trgovanja in tako dalje. Vse skupaj se je potem izkazalo za eno iluzijo. Živeli smo potem 10 let praktično pod Angleži in Američani, znotraj tako imenovane cone A, svobodnega tržaškega ozemlja. Nekaj časa smo še lahko hodili, če ne drugega, v cono B, torej v Koper. In tam smo se tudi srečevali lahko z sorodniki, ki so prišli s Krasa. Ampak že na začetku 50-ih let so se pa odnosi tako zaostrili, da je tudi tista meja, zato, ki je bila samo ena ločnica, administrativna ločnica, je postala zaprta in smo se znašli nenadoma v eni pasti.
nismo mogli iti nikamor. Bili smo tudi zelo revni. Moj oče od svojega premoženja praktično ni rešil skoraj nič zaradi pač vojnih dogodkov. Ko smo prišli v Trst, je odprl eno trgovino, ki ni imela nikakršnega uspeha, tako da se je situacija zelo zaostrila. In veš, kaj nas je rešil? Spor med Titom in Stalinom. Ja. Ja, zaradi tega, ker so namreč takrat Jugoslovani dovolili, da sorodniki iz Amerike pošiljajo domov hrano, paket. In moj oče je organiziral tukaj v prostem pristanišču en magazin, kjer je pripravljal te pakete in smo jih pošiljali potem gor. In jaz sem predvsej pomagal takrat, sem že malo dorastel, tako da poznam tudi fizično delo. No. In s tem ste si pomogli potem? Ja, tisti paketi so tudi nam pomagali. Ta zadeva je cvetela, bi rekel, do konca 50-ih let. Zaradi tega, ker takrat je bila v Jugoslaviji še ena določena stiska, v začetku 50-ih let celo. Pozneje so se stvari sicer izboljšale, ampak vendarle, ne vem, kakšno kavo ali kaj takšnega se je v Jugoslaviji bolj slabo dobilo ali sploh ne. No in to je moj oče gor pošiljal, nakar pa se mu je odprla ena druga možnost. Namreč v 60-ih letih so Jugoslovani pa začeli prihajati v Trst, ker so se meje odprle, ker so bili gastarbeiterji, ki so zaslužili v Nemčiji, so pošiljali marke domov in te marke so njihovi sorodniki prihajali s temi markami so prihajali pač v Trst kupovati robo najrazličnejšo. Moj oče ni bil tako pameten, da bi začel prodajati hladilnike ali pa džinse ali pa karkoli. Je bil že bolan in ostarel, in tako da danes bi bil jaz verjetno en milijarder, ampak nisem. Kako pa je bilo z manjšino v tistem času? 10 let pod Angleži si rekel, potem se je to začelo spreminjati. Kakšen je bil položaj manjšine? Kako si ti to doživljal? Kako si šel skozi ta šolski sistem? Ta manjšina je bila seveda že od samega začetka zelo razvojena. Na eni strani so bili, rečemo, komunisti, na drugi strani so bili katoličani, liberalci, begunci. Imeli smo tukaj v Trstu še eno močno skupino teh intelektualcev, ki so pribežali iz Ljubljane in so se tukaj ustavili. Nekateri samo kot, rečemo, prehodno točko, etapo za emigracijo v Ameriko, kar ni bilo tako enostavno, kot si lahko predstavljaš. Drugi pa so za stalno ostali tukaj in moram reči, da so zelo obogatili naše intelektualno življenje, zaradi tega, ker med lokalnimi Slovenci praktično inteligence ni bilo več, ker je fašizem popolnoma uničil. Tako da torej smo imeli eno, bi rekel, večplastno, ideološko zelo pisano družbo in moja šola je bila taka. Jaz sem imel profesorje, kar se tiče, rekel, osnovne šole, pač tega nisem zaznal. Ampak, ko sem pa prišel na srednjo, na gimnazijo, je bilo pa zanimivo, kako se je, bi rekel, ideologija menjala z različno učno uro. Smo imeli eno profesorico, ki je bila zagrizena komunistka. Smo imeli Rebulo, ki je bil zagrizen katoličan in tako dalje. In vse to se je prepleteno in moram reči, da malo kdo v Evropi je imel tako bogato, ideološko bogato šolo, kot smo imeli vi. In jaz sem z tega zelo zadovoljen. Se mi zdi, da je
dosti vplivalo na moj razvoj, zaradi tega, ker sem se zavedal, da je treba v bistvu spoštovati vse, razen fašistov, ampak fašistov seveda pri nas ni bilo. To je bila slovenska šola. Ja, to so bile od osnovne šole dalje, so bile vse šole slovenske do gimnazije, do liceja in mature, ker so namreč Angleži in Američani bili vsaj toliko fair, da nam niso uničili vseh fašističnih zakonov. Nam niso vrnili tisto, kar so nam fašisti vzeli, recimo Narodnega doma nam niso vrnili. Nasprotno so oni živeli noter. Ampak, če ne drugega, so nam pa saj dali šolo. Ne vem, če bi Italija pozneje, ko je prišla leta 1954, to naredila, veš, tako enostavno. Ne, ampak oni so dali te šole in potem očitno Italija ni mogla čisto enostavno izničiti tega. In to je bilo za nas zelo pomembno. Imeli smo tudi radio, ki je bil vedno pod njihovo, bi rekel, kontrolo. Imeli pa smo tudi gledališče, ki je bilo titovsko. Treba pa tudi povedati naslednje. Ko je prišlo do leta 1948 do razkola med Titom in Stalinom, je tukaj med komunisti tudi prišlo do razcepitve. Na eni strani tisti, ki so potegnili s Stalinom in so prišli pod Vidaljevo pač okrilje, in z druge strani pa so bili še Titovci. Ampak v bistvu zanimivo je to, da so bili Titovci v manjšini. Večina teh proletarcev naših, ima tudi kmetov, je potegnila za Stalina. In smo imeli še to dodatno, bi rekel, ta dodatni zaplet, ki je zelo otežil komunikacije znotraj manjšine, ker si je težko predstavljati, kakšno sovraštvo je nastalo med enimi in drugimi. To je bil kakor en verski razkol. Ti veš, da verski razkol povzroča največje sovraštvo. Ljudje so se pretepali, to kakšnih, bi rekel, umorov ni bilo, ampak poskusi umorov pa so bili. Ja, sej, ti si govoril o šoli. Šola pač posili razmer, združi ljudi iz različnih družin, različnih prepričanj. Ja. Kaj pa to družabno, kulturno življenje? To je potekalo potem popolnoma ločeno. Je bilo zelo ločeno. Jaz recimo, glede na to, da moja družina pač ni bila komunistično usmerjena, nas niso tudi starši pošiljali v komunistične mladinske organizacije, ki so bile, seveda so organizirale. Pač pa smo imeli čisto blizu našega doma, živeli smo v centru mesta, v cerkvi Svetega Antona, en mladinski krožek, ki ga je organiziral eden od tajnikov škofa Rožmana, se lahko predstavljaš. In imenoval se je Jože Prešeren, ta kaplan, ki je bil v odločnem nasprotju s tržaškim škofom. Ker on se ni hotel podrediti tržaškemu škofu. In recimo tudi ni hotel obleči talarja. On je hodil v suknjiču in hlačah, recimo. Ampak z druge strani je bil uporen, ampak tako strašno klerikalen, da je težko povedati. Tako da sem se jaz našel v čudni situaciji. Moji starši so bili liberalci. Po dolgi tradiciji, bi rekel, skoraj stoletni tradiciji, vedno liberalci. Doma noben ni hodil v hmaši, nikdar se ni molilo, nič. Tam pri Prešernu pa je bila ena taka striktna katoliška vzgoja, da je nekaj neverjetnega. Moram reči, da v bistvu tudi tisto mi je nekaj dalo, veš kaj mi je dalo?
danes jaz zelo dobro poznam Biblijo. Jaz poznam vse biblijske zgodbe, že iz otroštva, in to, če gremo na cerkev, ali če gremo v muzej, mi zelo pomaga, zaradi tega, ker vem, kaj se dogaja v slikah. No, in jaz sem se potem, moj prvi upor v mojem življenju je bil proti temu Prešernu. Ko sem imel 12 let, enkrat pri eni maši sem vstal in sem šel proč. In s tem sem se pač odtrgal iz njegovega kroga, ki je bil res klerikalni. To so bili, veš, v bistvu so bili to stražarji. In sem potem nekako se približal pa enemu drugemu, še vedno katoliškemu krogu, ki pa ga je vodil en laik, spet Jože Peterlin. Zelo zanimiv človek, tudi on seveda predvojni, rečemo, tudi domobranec ali kaj, ampak ne omadeževan, absolutno ne. Tako da ta človek pa je bil profesor in organiziral je radijski oder. Jaz sem začel nastopati tam kot otrok v tem radijskem odru, je bila zelo lepa izkušnja po mojem. Naboj je bil hipernacionalen. Meni se zdi, da smo bili mi verjetno prvi, ki smo proslavljali svobodno Slovenijo. To že v začetku 50-ih let. In jaz se sploh sprašujem, kako to, da so nam Jugoslovani kljub temu dovolili, da smo šli potem, ko so se začele meje odpirati, da so nam dali vizum. Ker po mojem niso mogli tega spregledati. Jaz sem bil predsednik tega kulturnega kluba, ki ga je organiziral Prešeren. Se spomnim, smo imeli eno velikansko slovensko zastavo, ki smo jo razobesili na steno in veš, kateri je bil naš dan, ki smo ga izbrali kot simbolni dan. Oktober, ko je nastala 29. oktober. Ja, ko je nastala država Slovencev, Hrvatov in Srbov. In tako da, torej mislim, ta nacionalni naboj je bil zelo močen. Katoliški samo nekako v podtonu. Potem v določenem momentu sem se tudi od njih odmaknil in sem šel vedno bolj na levo. Zdaj sem pristal seveda na precej radikalni levici. Omenil si že ime oziroma priimek, enkrat slovenski, drugič italijanski, to ti pravzaprav še danes očitajo, nekakšno čudno renegatstvo in tako naprej. Nekako, veš kaj, v Ljubljani je zelo težko to razložiti. Kakšne so bile razmere in kako je bilo s temi imeni. Razmere so bile takšne, da so sami Titovci nasprotovali spremembi imena že od samega začetka, še pred razkolom s Stalinom, zato da pokažejo, da imajo za sabo tudi Italijane. In tako da ni bilo zaželjeno, da bi ljudje spremenjali ime, čeprav možnost je bila dana. In pozneje, ko je prišla Italija, smo mi se znašli v enem zelo težkem položaju, napadalnega nacionalizma italijanskega, in smo se resnično bali. Jaz se spominjam, smo imeli tudi kakšne konflikte, kakšne pretepe z Italijani v tistem času. No, jaz sem potem se odločil, da menjam priimek, ko je umrl moj oče in ko sem objavil prvo knjigo. Ker sem rekel, zdaj pa se moraš odločiti,
kaj hočeš biti, kako boš nastopal v italijanskem kulturnem svetu. Takrat na Jugoslavijo še nismo pravzaprav niti računali, na Slovenijo pa še manj seveda. In tako da sem, torej, ko sem objavil to svojo prvo knjigo, sem spremenil priimek. Zakaj pa ne imena? Zaradi tega, ker sta bili dve različni proceduri. Priimek je bilo relativno lahko spremeniti, priimek, ime pa ne, in so mi vsi rekli, ti počakaj, da bo v parlamentu šel skozi globalni zaščitni zakon in takrat pa bo lažje. Sem čakal do leta 2001. Kako si povedal si, ne, pravzaprav, da si se moral odločiti, kako živiš to dvojno življenje, dve kulturi? Ne, brez velikih dileme, brez velikih travm, zaradi tega, ker prvič seveda je treba reči, da smo mi govorili doma vedno samo slovensko in smo mislili samo slovensko in smo imeli tudi samo slovenske knjige. Moja mama je, že ko je bila mlada, še preden se je poročila, ona iz Kranja, je prinesla s sabo eno za tiste čase relativno bogato knjižnico, rečemo okrog 1000 knjig, ki so, torej leposlovje. Jaz sem te knjige bral, to so bili vsi, sem prebral vsega Jurčiča, vsega Erjavca in ne vem še kaj. In to mi je dosti dalo seveda, to branje. Obenem pa smo začeli v šoli se učiti italijanščino. V začetku je bilo zelo težko, veš. Jaz dolgo časa pravzaprav v osnovni šoli so se mi smejali, ker sem govoril tako slabo italijansko, seveda sploh nisem znal. No, potem pa seveda se človek tudi tega nauči, na kar pa me je življenje zapeljalo v najrazličnejše kroge po svetu, tako da sem spoznal še druge jezike, druge kulture in si jih več ali manj prisvojil. Tako da nimam problema praktično prehajati iz enega jezika v drugega. In včasih se mi celo dogaja, da sanjam v kakšnem tujem jeziku. Zadnjič se mi je zgodilo, da sem bral eno knjigo, angleško knjigo, po noči sem sanjal po angleško. Ja, sej to je pravzaprav zanimivo. Ti na eni strani združuješ to slovensko-italijansko kulturo, ne? Po drugi strani si nek svetovljan, ki potuje v različne dele, se nekako kar giblje, kot da ta svet, kot da smo res v globalizaciji, ne? Čeprav seveda nismo. Ne? Ja, jaz moram reči, da jaz se res počutim, da še boš rekel, da se hvalim ali kakokoli, ampak res se čudim kozmopolita. Sem doma posod. Slušaj, sem bil leta in leta v Münchnu, leta na Dunaju, sem bil ne vem koliko časa v Moskvi, sem bil ne vem koliko časa vsako leto v Londonu. Kaj se ne bom čutil? Se počutim doma. Ampak to niso ravno ugodni časi, ne? Ne, letos je prvo poletje, ko sem doma. Ti si znam po tem, da zelo ljubiš kulturo, nekaj si že rekel o literaturi, ne, ampak tudi glasbo. To vpliva na tvoje delo, ti v nekih, recimo, opernih likih vidiš tudi resnične zgodovinske osebnosti, ki jih obdeluješ. Veš kaj, jaz trdim, da zgodovina je ena od Apolonovih mus, kako ples, glasba in ne vem še kaj. In praktično smo tam. Če pomisliš, mi smo pripovedniki, mi pripovedujemo. Se seveda, kako bi rekel, navezujemo na dokumente, na fakte, si ne izmišljamo, upam, da si ne izmišljamo, ampak vendarle pripovedujemo. In moram reči, da meni
meni zelo ugaja pripovedovati. Si zato izbral zgodovino, pripovedoval bi lahko tudi na kakšen drug način. Ne? Ma veš kaj, mislim pa, da nisem tako kreativen, da bi si izmišljal kakšno zgodbo. Bi mi bilo všeč, ampak ne dosežem tako daleč. To je bila tudi moja dilema. Ja. Boljš dober zgodovinar kot slab literat. Faktično. Ja. Tvoj opus je zelo raznovrsten. Ne. Omenil si že, kje vse si bival. Ne. Dolgo časa si se ukvarjal z rusko zgodovino. Ne. Ja. In to pravzaprav... Sem se zaljubil v rusko zgodovino in v Rusijo. Tako da, ja, sem napisal zgodovino 19. veka. Ti rečem, tisto je bilo zame fundamentalno. Zaradi tega, ker sem se odtrkal, bi rekel, iz tega ožjega ambienta in stopil v eno širšo kulturo. Ne. Meni je moj profesor, ko sem bil na tele normalki v Pisi, to je ena zelo elitna univerza, ki je ustanovil Napoleon kot École Normale v Parizu in tako dalje. Tam me je vprašal profesor, pa kaj želite pravzaprav vi napisati za vašo doktorsko disertacijo? In sem rekel, ja, mogoče kaj o Trstu. Rekel, poslušajte, ne. Zaradi tega, ker če boste vi začeli pisati o Trstu, ne boste končali, boste celo svoje življenje pisali samo o Trstu. In tako se je zgodilo, da sem šel v ene širše kontekste, kar me je zelo obogatilo. Ruska zgodovina je tako zanimiva in tako večplastna. In tako, me je zelo oblikovala, po mojem. No, ti si bil v Moskvi v 70-ih letih. Ne? Ja. Kako je bilo? Še za časa Brežneva. Ja. Ti rečem. Eno zelo težko. No to, ker danes je najbolj težko predstavljati, kako je bilo v Sovjetski zvezi. Ja, je bilo. Živeti kot študent, kot raziskovalec. Ne, veš kaj je bilo, tako je bilo. Imel sem eno odlično štipendijo. Meni se zdi okrog 370 rubljev. 370 rubljev v tistem času je bilo dosti. Ena normalna plača je bila, recimo enega mehanika, kakoli, je bilo 70 rubljev. Samo da jaz s temi 370 rublji nisem vedel, kaj početi, zaradi tega, ker ni bilo nič za kupiti in niti nič za jesti. Jaz sem praktično 3 mesece, koliko sem bil v Moskvi takrat, ko sem raziskoval za knjigo o Rusiji, sem jedel v kantini te biblioteke imeni Lenina, to je ta glavni biblioteke, ki je tako umazana. Krožniki so bili tako masni, da jaz resnično iz tistih krožnikov nisem mogel nesti. Tako da sem jedel samo tako imenovane butterbrot. Veš, kaj pomeni butterbrot? To so obloženi kruhki. Kakšno salamo, kakšen sir in nič drugega. Zato, ker resnično življenje je bilo strašno težko. Zelo, zelo težko. Ampak mi ni žal, da sem šel skozi tisto izkušnjo. No, izbiraš različne teme, ne? Pravzaprav si z naslednjimi knjigami kar preskočil, nekaj si se ukvarjal tudi z italijansko zgodovino, predvsem z italijanskim nacionalizmom. Seveda. Potem pa si nekako preskočil v jugoslovanski okvir. Ne? Ja, jaz moram reči, da kako sem se zaljubil v Rusijo, sem se zaljubil tudi v Jugoslavijo. V jugoslovansko zgodovino, ki je po svoje tudi nad vse zanimiva. Jaz mislim, da je malo zgodovin v Evropi, ki bi bile tako zanimive, kot je bila jugoslovanska, zaradi pisanosti in kompleksnosti jugoslovanskega prostora,
teh različnih etnik, ki so se križale in kultur in tako dalje, in tudi prehodov iz ene situacije v drugo, iz kraljevske diktature v socializem, iz socializma stalinističnega tipa v neuvrščenost in mislim, to iskanje nove poti, tako da je po mojem ta zadeva me je očarala. Tako da sem od takrat naprej praktično delal samo to. Ja, sej, no, to ena od tvojih glavnih tem je bil Tito, knjiga, ki je bila prevedena v številne jezike in imela tudi v Sloveniji velik odmev, tudi izjemno veliko naklado. Kako si se odločil za to temo, kaj te je pravzaprav pritegnilo pri Titu? Veš, kako je? Hočem reči, veliko knjig je bilo že prej napisanih o njem, takih in drugačnih. Jaz sem pravzaprav s Titom tudi začel, ker moja prva knjiga na jugoslovansko temo je bila posvečena temu razkolu med Titom in Stalinom, ker sem takrat predaval na univerzi v Pizi in tam vse skupaj, kako se večkrat v življenju zgodi, se zgodijo slučajno. K meni je prišel en študent in je rekel, jaz bi napisal eno diplomsko nalogo na to temo. In jaz sem rekel, ja, dajte napisati. Seveda sem mu sledil in sem mu pomagal, kako je bilo pač takrat mogoče. Mislim, ta študent ni poznal nobenega jezika jugoslovanskega, nešto je naredil, kar je mogel, ne seveda. Ampak jaz sem odkril, kakšna tematika je to, kakšna eksplozivna tematika je to. In takrat so se tudi odprli arhivi. To je bilo ravno 30 let po letu 1948, tako da sem jaz bil prvi praktično, ki sem šel v angleške in v ameriške arhive pogledati, kako so namreč zahodnjaki reagirali in spremljali to zgodbo, in si lahko predstavljali, da so spremljali strašno, z velikansko pozornostjo in se tudi vpletli vanjo, seveda. Tako da sem torej to zadevo natančno obdelal in me je tako prijela, da je nisem mogel potem pustiti. Potem je pa seveda prišla jugoslovanska kriza. Najprej so me povabili, da napišem eno zgodovino Jugoslavije. Nekaj sem pa jaz samodejno začel pisati zgodovino propada Jugoslavije, 90. leta, in sem se tisto knjigo praktično, oziroma ne, že z prvo knjigo o Jugoslaviji sem imel precejšen odmev. Predstavljaj si, tisto knjigo je objavila italijanska radiotelevizija. In so jo tako rekoč predstavljali vsak večer ob 8 pred poročili. Pred ta glavnimi poročili. Tako da je bilo nekaj neverjetnega. S naslednjo knjigo o jugoslovanskih vojnah pa sem dobil najboljšega italijanskega založnika. Tako da moram reči, da se mi je pravzaprav ta zgodba jugoslovanska tudi z tega zornega kota izplačala. Ne samo, da mi je dosti dala, dosti zadoščenja, dosti zanimanja, ampak me je tudi propagirala. No, Jugoslavija je brez dvoma v italijanski javnosti vzbujala veliko zanimanje, predvsem seveda zaradi vojnega obdobja in povojnega. Kako ti ocenjuješ Tita in nasploh v tem kontekstu italijansko-jugoslovanske odnose? Ja, to so dve različni problematiki. Tita vedno bolj kompleksna, tako povedati. Bolj ko ga poznam in bolj ko ga študiram, vidim, kako je bil ena zelo kompleksna osebnost, ne brez tudi napak. Bil je pravzaprav veliko je narcisist.
En človek, ki si je želel oblast in se je tudi zavedal veliko svojih zmožnosti. Tako da je bil, po mojem, egoističen, čeprav ne do tiste mere, da ne bi privoščil tudi drugim nekaj, bi rekel, blagostanja. Torej, ena kompleksna osebnost, ki je nihala med dobrodušnostjo in iskanjem popularnosti, ampak je znala biti tudi včasih zelo kruta in celo zločinska. Tako da jaz mislim, Tita se je bilo treba bati. No, ampak saj to velja za večino. No ja, pa seveda. Tisto, kar pravim jaz, če si tak človek, da prideš na vrh ene družbe, da hočeš voditi in ukazovati in vladati, potem moraš biti tak. Kdo ni tak, ki ima oblast? No, vidno je, da se je zelo znašel v diplomaciji, ne, kar je pravzaprav nenavadno. Nek komunist iz ilegalnih krogov, ne, ki pravzaprav niti ni znal nastopati v začetku pred množicami, potem je pa to karizmo nekako izjemno pridobil. Ne. Ja. Podobno velja za diplomacijo. Ne. Ja. V tem kontekstu sem hotel vprašati italijansko-jugoslovansko odnose, čeprav so k temu še vrnili. Ja, on, imaš popolnoma prav, on je bil, po mojem, spreten v diplomaciji, tako spreten, da je znal tudi lagati. On, recimo, ko se je srečal leta 1944 avgusta v Neaplju z Churchillom, on se mu je gladko lagal, da ne bo udejanjal komunizma v Jugoslaviji, da bo dovolil angleškim četam, da se izkrcajo v Istri in vse mogoče je delal za to, da prepriča Churchilla, kako je spodoben. V resnici ga je imel za novca. Tako da, in to se je večkrat ponavljalo. Je bil tudi tako prožen, in to po mojem je ena pozitivna poteza v mednarodnem življenju, da se je znal prilagoditi situaciji in stopiti tudi do sovražnikov. In se z njimi na kakšen način pomeniti. To je že pokazal v času marčnih pogovorov z Nemci, leta 1943, ampak takrat seveda se vse skupaj se je izjalovilo, zaradi tega, ker je bil Hitler preštok. V tistem trenutku je Hitler Tita v določenem smislu rešil, ker je rekel, s temi uporniki se ne bomo pogajali, te upornike treba postreliti. Ne? Ampak če bi šla ta stvar naprej, bolj kako bi se končalo in kakšen bi bil imidž Tita in tudi na osvobodilnega boja, če bi res prišlo do enega sodelovanja z Nemci. Pozneje, po letu 1948, pa je prišlo do enega zelo tesnega sodelovanja z najhujšimi sovražniki, z imperialisti. In kakšnega sodelovanja? Toliko, da ni stopil v NATO, oziroma v NATO seveda ni hotel stopiti, zato ker se je zavedal, oziroma ni hotel izgubiti kontrole nad svojo vojsko. Ampak brez ameriške pomoči ne vem, kako bi Jugoslavija v tistih prvih letih po razhodu s Stalinom preživela. No, vrniva se še k eni temi, ki je prav tako povezana s Titom, to je tvoja zadnja knjiga Partizani.
pravzaprav si že na predstavitvi si rekel, da ta druga knjiga izhaja na nek način iz prve. Ne. Tvoja knjiga je zelo kompleksna, zelo celovita, ne, in prikazuje, bi rekel, cel razvoj narodno-osvobodilnega gibanja in v vseh pokrajinah, jugoslovanskih pokrajinah, kar ni ravno značilnost. Ne. Danes je bivši jugoslovanski prostor razbit na nacionalne historiografije in malo kdo se ukvarja z nečim, kar sega čez njegov narod. Ne. Kako vidiš ti to jugoslovansko odporniško gibanje v evropskem kontekstu, v kontekstu drugih odporniških gibanj? Kot nekaj izrednega. Zaradi tega, ker po mojem je jugoslovansko partizansko gibanje edino, ki je imelo en strateški pomen. Konkretno, eno vojaško težo. Ker tukaj je nastajala ena vojska in je nastala ena vojska. Ena vojska, ki je v bistvu povezovala vzhodno fronto z zahodno fronto. Torej rdečo armado z Angleži in Američani, ki so bili v Italiji. In v tem kontekstu je to gibanje, je ta boj imel velik pomen, česar so se Angleži tudi zavedali. Oni so praktično se odpovedali Mihajloviću, za katerega so pač navijali 100%, to tako rekoč, ko so videli, da so ti partizani edini, ki se res borijo proti Nemcem in da so uspešni. In da blokirajo na Balkanu celo vrsto divizij. Ne samo Nemce, takrat še tudi Italijane in Bolgare. In to je bilo v trenutku, ko so se začeli pripravljati, da se bodo izkrcali na Siciliji, nadvse pomembno. Predstavljajte si, kaj bi bilo, če bi Hitler lahko vrgel 400 000 vojakov, rečemo v Italijo, ali pa na vzhodno fronto. Ne? Tako da jaz mislim, mi se ne zavedamo pravzaprav, kakšen pomen in mednarodni pomen je imelo partizansko gibanje, tudi kot bi rekel podpora, psihološka podpora drugim. Jaz se sprašujem, če bi prišlo v Italiji do partizanskega gibanja, če ne bi bilo našega gibanja, če bi mi Slovenci tudi finančno ne podpirali italijanske komunistične partije. Tako da na vse to je treba misliti, ko govorimo o tem partizanskem gibanju. Jaz sem pisal to knjigo tudi zaradi tega, ker sem želel ali sem hotel, da bodo mladi ponosni. Če doraščaš v eni skupnosti, v enem narodu, na nekaj moraš biti ponosen. Zadnjič mi je rekel en češki, mlad češki fant, mi je rekel, ja, sem Čeh, ampak nisem na nič ponosen. Naši mladi so lahko na nekaj ponosni. In to je važno. No, omenil si ta vmesni prostor, ne, med vzhodom in zahodom, tudi v tem geostrateškem, vojaškem smislu. In ena in druga stran je pravzaprav imela načrte, da prodre v ta prostor, ne, in od tukaj nadaljuje operacije proti Nemčiji. Ne. Zakaj misliš, da se to ni zgodilo? Ker na koncu so bili le partizani tisti, ki so osvobodili večino jugoslovanskega ozemlja, in ni prišlo do nekega srečanja nekje na polovici, na sredini, recimo. Ja, moj odgovor je naslednji. Tito se je absolutno uprl, da bi se Angleži kakorkoli izkrcali na dalmatinski obali.
in je naredil vse, kar je mogel, da je to preprečil in je preprečil. Moram reči, da seveda Angleži tega tudi ne bi mogli narediti, ker niso imeli ameriškega dovoljenja. Američani so bili popolnoma gluhi, kar se tiče teh Churchillovih ambicij in zahtev, ampak so pa poskušali. Angleži so bili takrat, oziroma Churchill je bil skrajno imperialističen. On je mislil v veliko kategorijah britanskega imperija. In je bil prepričan, da bo britanski imperij tudi ohranil. V tem kontekstu je bilo pomembno imeti Sredozemlje, tako imenovano lifeline, ki je šla od Gibraltarja do Sueza. Je bilo pomembno imeti Italijo, Grčijo, delno tudi Jugoslavijo. In to je on skušal narediti na vse mogoče načine, po mojem, tudi delal velike napake. Recimo se je nekako zagledal v tistega reveža, ki je bil kralj Peter II. Ta mladenič niti za svoje leta ni bil dorastel. In on ga je skušal na vse načine spraviti nazaj na prestol v Beogradu, v upanju, da bo vsaj Srbijo hranil pod svojim vplivom. Mislim, on, Churchill. Tito je to zelo dobro razumel, je vedel, da se treba temu upreti in je torej vodil eno, bi rekel, dokaj spretno politiko, si je pa zapravil seveda Churchillove simpatije. Nekaj časa je Churchill bil skoraj zaljubljen, bi rekel, v Tita, zaradi tega, ker je v njem videl Robin Hooda. Angleži, ki so bili mladi, so vsi brali Walterja Scotta in so v partizanih videli Robine Hoode. Churchill je Titu zapel eno tako hvalnico februarja 1944 v parlamentu, v britanskem parlamentu, da noben drugi politik je ni doživel. Ampak konec leta pa je rekel, sem ugotovil, da sem gojil enega gada na svojih prsih. Torej, ena totalna sprememba politike in od takrat naprej seveda so Angleži metali polena pod noge Jugoslovanom. Tudi kar se tiče napredovanja 4. armade proti Trstu in na Sočo, so naredili vse, da bi jih zaustavili. Je mogoče ta sporazum 50-50 razumeti na ta način, razdelitev Jugoslavije po nekih interesnih sferah, Srbija, recimo Angležem, Hrvaška in Slovenija? Ja, Angleži so faktično zelo dolgo mislili na ta način. Ker oni so že leta 1943, spomladi leta 1943, pravzaprav rekli, Jugoslavijo bomo razdelili na dva dela. Hrvaška in, torej, kada govorimo o Hrvaškem, moramo misliti na neodvisno državo Hrvatsko, to je tudi Bosna in Hercegovina. Hrvaška in Slovenija komunistom. Srbija četnikom. In torej so jo že razdelili nekako v tem smislu. Ko je potem šel Churchill leta oktobra 1944 v Moskvo, je predlagal prav eno tako razdelitev Stalinu, čeprav ni povedal, kako si pravzaprav mislijo. Pozneje so Angleži bolj računali na to, da si bodo nekako razdelili vpliv, kar se tiče vojske. Da bodo oni imeli pod svojo kontrolo letalstvo in mornarico, oni pa pešadijo. Ampak to je imel po mojem bolj kako izgovor v sili. Ti moram reči, da ko je Tito
v 70-ih letih to nekako umiral, ne, se je vedelo, da dolgo časa ne bo več, so zahodnjaki računali spet na teritorijalno razdelitev Jugoslavije. In sicer v tem primeru pa, da bodo oni zasedli Slovenijo in Hrvaško in jug prepustili Rusom. Tako je ta ideja razdelitve je bila zelo prisotna, teritorijalne razdelitve. Kako pa so Italijani gledali na to v teh povojnih desetletjih? Za njih je bila Jugoslavija tampon do Italijani so imeli eno veliko neizdeljeno politiko do Jugoslavije, zaradi tega, ker z ene strani je jasno, da je Jugoslavija jih ščitila pred rdečo armado. Dejstvo, da je Tito kontroliral tukaj nanos Postojnska vrata, je bilo izredno pomembno. Zaradi tega, ker skozi ta Postojnska vrata, tako so računali strategi NATO, bodo vdrli sovjetski tanki iz Panonske ravnine dol v Patsko ravnino. In se bo začela tretja svetovna vojna. In Tito je pa imel tam svoje močne divizije. Tako da je torej bil za Italijane zelo pomemben, ampak kljub temu niso nikoli znali pravzaprav ustvariti enega prijateljskega vzdušja za to sosednjo državo. Je bila dolgo časa ena zelo konfliktualna situacija, potem se je nekoliko sicer pomirila, ampak predstavljaj si ti, mi smo prišli do Osemskih sporazumov, torej, da je bila meja dokončno določena, šele leta 1975, torej smo bili zadnji v Evropi, ki smo imeli določeno mejo. Še Oder-Neisse, mejo med Poljsko in Nemčijo so priznali prej. Ne, tako da jaz vidim v tem eno nedoraslost italijanske politike, ki se seveda nadaljuje. Namesto, da bi danes gradili na prijateljstvu, ker recimo posebno tukaj Tržačani, ker kakšno funkcijo ima lahko Trst, če nima enega slovenskega zaledja, pa tudi širšega seveda. Gradijo na nasprotovanju. Zdaj so se odločili, da bodo dan 12. junij, ko so partizani zapustili mesto, da bodo razglasili za občinski praznik. Kaj to pomeni? To pomeni čisto enostavno, da nas, Slovence, še vedno imajo za sovražnike. Ja, to je dolga zgodba, ki se začne pravzaprav z reševanjem zahodne meje, ampak sedaj smo pri zelo aktualnih zadevah. Ja. Vidimo neke temu kvazi spravne poskuse, ki jih počne predsednik Pahor, se pravi nek pravzaprav izvoz, bi lahko rekli, sprave med fašizmom in antifašizmom. Kako gledaš na to kot zamejski Slovenec? Vidimo precej burne reakcije na te Pahorjeve poteze, zlasti to njegovo namero, da gre na v bistvu izmišljen kraj italijanskih žrtev na formo. Kaj bi ti rekel, zelo veliko skepso se sprašuje, veš, če ta tako imenovana spravna dejanja bodo kakorkoli prispevala k spravi. Ne bodo. Tisti, ki so na neofašističnih pozicijah v Trstu in tisti, ki so na neofašističnih pozicijah pri nas, bodo ostali na istih pozicijah. Tako da se ne bo kaj dosti spremenilo. Jaz mislim, da je seveda za Slovence pomembno, da gre materiala na Bazoviško gmajno, kjer je spomenik tem fantom, ki so bili ustreljeni leta 1930, ker za njega so še zmeraj teroristi. Torej, to je, rekel, eno pomembno dejanje,
Jaz bi tudi nekako sprejel to, da gre Pahor na fojbo, ker je treba reči, tudi mi smo nekaj Italijanov naredili. Ne moramo reči, da smo mi popolnoma brez krivde. Zdaj, tisti, ki so bili po vojni takrat maja pobiti, so bili večinoma fašisti in kolaboracionisti z Nemci, ampak vsekakor niso bili sojeni, so bili na hitro pobiti, seveda ne take številke, kako govorijo Italijani, in predvsem ne v Bazovici. Tam v Bazovici je ta jašek, so v tem jašku raziskovali Angleži od konca junija 1945 do konca novembra istega leta. In so iz njega povlekli približno nekaj okrog 100 trupel. Iskali so predvsem gumbe, da vidijo, kaj so to bili in kaj so bili. So bili nemški vojaki. No, ti si v tem napisal celo študijo, oziroma tvoja skupina o fojbah. Ja, ampak jaz osebno sem napisal tudi eno, to uvodno študijo, ki je zelo natančna. In sem šel resnično zelo globoko, sem preštudiral ves material, kar je na razpolago. Če bi lahko kakšen Italijan s kakšnim dokumentom dokaže, da so tam tudi Italijani, se bomo pravičil. Jaz mislim, da niso. Tako da, kar me mene moti zdaj, je, da Pahorjev poklon ob tej fojbi pomeni, da, ali saj tako ga bodo razglašali, da je italijanska verzija, ki je mitološka in tudi lažna, da je resnična. No, o tem si pravzaprav tudi že precej pisal. Kako se je ta zgodovinski ali politični revizionizem zgodil v Italiji? Kdaj se je z lokalnega problema, ker to je bil tržaški lokalni problem zaradi Ezulov, zaradi ljudi, ki so se preselili tukaj, in tudi seveda zaradi Trsta, kako je kar naenkrat, ampak recimo v nekem procesu 2 desetletij postal vse italijanski. Z državnim praznikom, z zagovori najvišjih voditeljev, Napolitana, Mattarella, Tajanja in tako naprej, o tem, da smo pravzaprav mi neki barbari, in da je bila Italija... Genocidni narod, razumeš, to je problem. Ja, seveda, to je še hujše, in to tudi z naše strani podpirajo. Ampak zanimiva je ta trditev. Tukaj ne gre več zgolj za neki zgodovinski revizionizem, ampak pravzaprav za tudi vprašanje meje, ki si ga načel. Če rečeš, da je bila Italija s Pariško mirovno konferenco pohabljena na vzhodu, če imaš na drugi strani nekoga, ki riše zemljevide velike Madžarske, je to očitno ni več sedaj neka interpretacija zgodovine, ampak prihaja v neko politiko. Se popolnoma strinjam s tabo. Jaz mislim, veš, da je vse skupaj vezano na krizo italijanske družbe. Ta kriza italijanske družbe ni odširna, seveda. Se je začela že v času demokracije, kristjane in socialistov, ampak je izbruhnila proti koncu 80-ih let, na začetku 90-ih let z odkritjem teh korupcij, v katero so bile vpete vse stranke. In takrat je res prišlo do enega razsula te družbe, nihče več ni verjel v Italijo. In kako nekako dobiti en povezovalni element, so bili zelo spretni. Po mojem bi bilo to načrtovano, bi rekel, hote.
so našli enega zunanjega sovražnika. Kateri so vaši zunanji sovražniki? Ja, seveda, Slovenci. Če bi bila Jugoslavija, se nikoli tega ne bi upali narediti. Slovenija, majhna Slovenija, je bila popolnoma nemočna in so lahko počeli, kar so hoteli. Isto velja seveda tudi za Hrvaško, ampak v manjši meri. No, in takrat, to je bilo... Hrvati se tudi bolj upirajo temu. Se Hrvati so... Pomnimo se Mesića, njegova izjava, njegova reakcija na Napolitana, ki so jo kritizirali, to je pa drug paradoks celo v Evropski komisiji. Ja, je res. Oni so začeli potem s to načrtno politiko pogrevanja teh, ampak ti si ne moreš predstavljati, kaj je bilo v 90-ih letih. To je bil vsak dan časopisov. Na prvih straneh časopisov fojbe, kaj smo vse počeli, koliko ljudi smo pobili na 10.000. En minister Gaspari je rekel celo 1 milijon, ne vem odkot jih je povlekel in vse mogoče zgodbe in to je grozljivo. Ta politika se je potem nadaljevala in se je institucionalizirala 2004 z zakonom za ta 10. februar kot državni praznik in se sedaj nadaljuje. Jaz mislim, večina Italijanov je že naveličena vsega tega. Ampak vendarle je tukaj, vsako leto ima predsednik republike en govor v Kurinarski palači in moram reči, da koliko spoštujem odločitev Mattarelle, da gre sedaj na ta spomenik na Bazoviški gmajni, tisti govor, ki ga je imel letos v Quirinaru, absolutno ni bil sprejemljiv. Zato, ker je rekel, da je ta zgodovina, kako jo sedaj predstavljajo, ta uradna zgodovina, kako jo predstavlja Italija, da je potrjena od večine italijanskih zgodovinarjev. Kar pa ni res, ker jaz sem poznal nobenega zgodovinarja, ki bi bil koliko toliko pošten, ki bi kaj takšnega podpisal. No, se to je pravzaprav logično. Če ti vzpostaviš državni praznik, morajo vsi politiki nekaj reči, vse televizije morajo nekaj predstaviti. Vemo, da so nastajali tudi filmi, ki so izrazito tendenciozni. Če bi samo tendenciozni, bi bilo kar dobro. Seveda, ki pač govorijo o tej genocidnosti. Kako je Italija sprejela razpad Jugoslavije? Se je zdelo, da je to zanjo dobro? Ker vemo, da takrat so se začele pravzaprav in te debate in po drugi strani tudi vprašanje revizije Rapalske meje. Veš, kako je bilo, po mojem, sama ni vedela, kaj pravzaprav hoče. Če se ti spomniš, je De Michelis, ki je bil zunanji minister takrat, govoril, vas ne bomo, če se ločite od Jugoslavije, vas ne bomo priznali v 50 letih, ali ne vem koliko, je grozil. Torej, z ene strani so to Jugoslavijo hoteli ohraniti, z druge strani, ko so pa opazili, da ne bodo nič dosegli, so začeli igrati na to karto revizije meje, problem premoženja istrskih beguncev in tako dalje in so ustvarili eno atmosfero napetosti in sovraštva, ki ni bila potrebna in ki ni v sozvočju z današnjo Evropo. Mi smo danes v isti skupnosti, tako rekoč, imamo isti narod, hvala Bogu, imamo tudi iste, imamo koliko toliko odprte meje. Zdaj smo videli, kako težko je, če so meje znova zaprte. Imamo vse interese, da živimo in delamo skupaj, ampak to se v vsakodnevni politiki ne izraža. No, vrnimo se za trenutek k Churchillu in njegovi politiki, ki je
pravzaprav propadla v Evropi, ne, predvsem zato, ker ni imel podpore Američanov, ampak so pa tukaj neke sorodnosti, vsaj jaz jih vidim, med njegovo politiko do Grčije in do Jugoslavije in potem tudi na neki mikroravni, pravzaprav tukaj v tej angleški okupacijski oziroma zahodni okupacijski coni, svobodnem tržaškem ozemlju, on takrat sicer ni bil več na oblasti, ampak vidimo pa podoben refleks. Ne. V Atenah so Angleži streljali na svoje zaveznike, ne, torej leve partizane, ker so hoteli svoj delež oblasti in tudi, da se njihova vojska vključi v nastajajočo regularno grško vojsko. Ja. Tukaj poznamo tudi demonstracije, na katerih so Angleži streljali na civiliste. Znan je celo primer, mislim, da v Škernju, ko so ubili nosečo žensko in tako naprej. Se pravi, ta grška situacija ob osvoboditvi Aten v marsičem spominja na to, kar se je dogajalo tukaj, čeprav ima tukaj drugačen mednacionalni, tudi mednacionalni kontekst. Ja, problem je bil isti. Strah pred komunizmom. V Grčiji je bilo treba komuniste tako rekoč izolirati in onemogočiti. In Churchill je takrat, mislim, je najbolj začenja tisti stavek, ko reče, bomo pokazali, da se ne bojimo streljati. In res so streljali. Tukaj isto, pri nas ne smemo pozabiti, da oni so resno načrtovali en napad maja 1945, en napad na Jugoslavijo. So imeli izdelane, ta operacija se imenovala Beehive, torej panj, čebelji panj, in je predvidevala eno močno veliko koncentracijo sil, tako Aleksandrovih, ki so bile v Sredozemlju, kakor Eisenhowerjevih, ki so bile v Nemčiji. In zakaj? Zaradi tega, ker so mislili, da so jugoslovanski partizani ena predstraža Rdeče armade in so se panično bali, da bi eventualno Sovjeti stopili tudi v Severno Italijo. Preko našega ozemlja, oziroma predvsem preko Koroške. Ne smemo pozabiti, da je Rdeča armada, torej Tolbuchinova ukrajinska fronta, ko je okupirala Avstrijo, je šla preko demarkacijske linije, ki so jo določili, za 150 km proti zahodu. In so se Angleži resnično spraševali, kje se bo ustavila, da ne bo zasedla cele Koroške in šla dol preko Alp v severno Italijo. In tega si oni niso mogli dovoliti, tako da jih je bilo treba pač torej Jugoslovane ustaviti na vsak način in bi jih tudi z vojno ustavili. Stalin, ki se je tega zavedal, Stalin je bil velik realist, je Tita prisilil tako rekoč, da se je umaknil najprej iz Koroške, potem iz Trsta. In vemo, kako so se potem stvari razvijale. Stalin je rekel leta 1948, ko je bila tista polemika, tista tajna pisma med Titom in Stalinom, med njim in Titom, je v enem od tem pisem je rekel, ja, mi smo vam pomagali, da ste prišli na oblast. Bi pomagali tudi Italijanom, če bi mogli. Torej, ta ideja je eksistirala, ampak niso mogli. Ja, v tem kontekstu, nekoč sem brala en vaš uvodnik k knjigi o ameriški ambasadorki v Italiji, Claire Luz Booth.
Ja. Zanimiva knjigica, mislim, da je nastala na podlagi magisterija pod vašim mentorstvom. Ne? Ja. Zdaj, kakšni mislite, zdaj prehajam sicer v vad v zgodovino, ne? Ampak kakšni mislite, da bi bili odnosi med Jugoslavijo in Italijo, če bi komunisti prišli na oblast v Italiji, ne? Ampak to se tudi zaradi ameriške intervencije ni zgodilo. In kako menite, kje bi se ustavila meja jugoslovansko-ameriška? Glede na to, da ste toliko pisali v zavezniki. Ja. Veste, kaj vam rečem? Če bi prišli komunisti v Italiji na oblast, bi za nas bila ena katastrofa. Ker mi se ne bi mogli upreti Stalina. Se ne bi mogli upreti. Ker predstavljate si, da bi Stalin imel tukaj svoje postojanke. V Pordenonu, tako rekoč, kjer so danes ameriške vojaške baze. Bi bili ukleščeni v njegov blok in ne bi mogli prav nič narediti. Ker je Italija bila vendarle pod Angleži in Američani, smo si lahko dovolili, da smo se uprli Stalinu. Seveda, zakaj smo se lahko uprli? Če ne bi bilo partizanskega gibanja, bi nikoli ne imeli tiste samozavesti, oziroma Tito ne bi imel tiste samozavesti, da bi kaj takega storil. To je bilo tako grozno, tako nepričakovano, tako nerazumljivo, da je bila res ena herezija, ki je imela verske poteze. No, ampak tudi, če gledaš vprašanje meje, ne, ti slovensko-italijanski odnosi, recimo komunistov, ne, na obeh stranih že med vojno, tukaj je zlasti Anton Vratuša držal neke kontakte, zelo očitno kažejo, da niso bili ravno naklonjeni temu, da bi Slovenci dobili oziroma Jugoslovani pravične nacionalne meje. Se vidi, da je šlo za spor tukaj. Logično, zaradi tega, ker ne smemo pozabiti, da je ta teren, ta zemlja, tole območje v italijanski psihi zelo zasidrano, kot je veliko skoraj sveta zemlja, ki jo je treba odrešiti. Kaj pomeni iredentizem? Iredentizem pomeni, iredenti so tisti, ki niso še rešeni in ki jih je treba odrešiti. In to je zelo močno v italijanski psihi. So dobili trst in z njim zdaj ne vejo, so ga rešili, ampak z njim ne vejo, kaj početi. To ni važno. So ga rešili. Ja. No, kako se ti pa zdi ta meja? Je bila kljub vsemu potegnjena pravično, ker so različna protislovja, kot slovensko ozemlje je tukaj naprej, od Trsta proti severu, proti izlivu Soče. Jaz pa, da boljše, da nismo dobili Trsta. Zaradi tega, ker mi Slovenci ene tako močne manjšine italijanske ne bi znali obvladati, ne bi mogli obvladati. In bi bili konflikti z Italijo še bolj intenzivni, kakor so. Tako da, po mojem, ta rešitev, da smo mi dobili obalo dol od Kopra, čeprav malenkostno, ampak vendarle dostop do morja, da smo dobili mejo na Soči, lahko bi dobili tudi Gorico, če bi bili Sovjeti takrat leta 1947 bolj prožni, ampak tudi tam se pravzaprav nekje razmere izboljšujejo. Recimo zdaj Gorica, jaz sem zadnjič govoril z goriškim županom, ko sem predstavljal svojo knjigo, in mi pravil, kako sodelujejo obe mesti zato, da postane ena Gorica evropska prestolnica kulture in kako se začenja ta urbanizacija prepletati, tako da nastaja novo mesto, tako rekoč.
Ne? Tega, nažalost, v Trstu ne. Pa če se vrnemo nazaj na vaše, lahko rečemo, razvoj osebnosti. Ja, no? ja. Vi ste se ustavili, povedali ste vaše izkušnje z temi slovenskimi krogi tukaj v Trstu, od Prešernovega do Peterlinovega Ja. kroga, potem ste pa rekli, mislim, da ste uporabili izraz, da danes ste pa radikalno levo usmerjeni. Ne? Ampak vendarle me zanima, dolga pot je, ne? Od katolicizma do, recimo temu, bolj močne leve usmerjenosti. Kako je do tega prišlo? Ja, tukaj bi vam oporekal, zaradi tega, ker se mi zdi, da ste vi lahko en kristjan, morate, po mojem, če hočete biti kristjan, morate biti socialno čuteč človek. To pomeni levičar. Tisti kristjani, ki tega nimajo, niso pravi kristjani. Zame. Tako da, to ne bi bil problem. Kar se tiče moj odnos, kako bi rekel, moje odmikanje od vire. Jaz sem, kljub temu, da sem se odtegnil od teh krogov, sem še dolgo časa pravzaprav ostal veren. Šele v zadnjih letih sem se temu odmaknil. Ideji Boga se je zelo težko povedati. Zelo težko se je povedati. Ampak ti si srečal tudi druge, indijske in druge. Sej, ne, se pa moja vera ni vezana na eno dogmo. Ne, sam pripovedujem, kaj se dogaja v psihi pač človeka. Kar se tiče pa tega, bi rekel, političnega zorenja je tako, da sem se najprej začel približevati socialistom. Sem stopil tudi v socialistično stranko, italijansko. Potem sem videl, kaj je socialistična stranka. Je glih tako nacionalistična, kako ostali, pa tudi korumpirana do skrajnosti, zaradi tega je tudi pripadla. In sem iz nje odšel in tudi zapisal, da grem. Objavil. Ne morem pa se odpovedati socializmu. Jaz še zmeraj trdim, da socializem je bodočnost človeštva. Če hočemo preživeti, moramo postati socialisti. V Neue Zürcher Zeitung je včeraj šel en članek, ki pravi, da se začenja ena nova era v razvoju sveta. In ta era je antropocentrična. Torej človek je tisti, ki oblikuje in zaznamuje razmere. V globalnem smislu. Sedaj, ali najdemo en izhod iz krize, v kateri smo, in najdemo eno pravičnost tudi med nami in pravičnost nas do narave, ali nas bo v par generacijah konec. Super. Dobro. Ja. Odlično. Božo malo vprašanje. Ne, mene muči malo še ta Bazovica, ne? Ja. Da se gre človek pokloniti nad, prej ste rekli, kaj je v tej jami, so Angliži ugotavljali, ne? Ja. Notr ni Italijanov, ni tisoče Italijanov, ne? Ja. In zdaj greš v bistvu se pokloniti nad eno lažjo, ki jo Italijani. Ma sej to je tisto, razumeš? Jaz ne bi bil nič proti, če ne bi bila ta laž. Ma to so si sami Italijani zgradili. Če oni ne bi pretiravali s to zadevo in vse mi priznavamo, je kakor, kaj mi levičarji v Sloveniji ne priznavamo, da so komunisti pobili domobrance. Vse priznavamo. In smo pripravljeni priznati, da so
pri nas partizani pobili te kolaboracioniste ali pa v isti pravzaprav, kaj bi rekel, te mičkane fašiste, ki so jih ljudje čisto enostavno sovražili. Ampak vse imajo določene mere. Je bilo pobitih enih 600 ljudi, ali nekaj takšnega, ne 10 000, ne 30 000, ne 1 milijon. Ne? Tako da in ni šlo za eno genocidno gesto, ni šlo za etnično čistko. Jaz sem recimo pripravljen sprejeti, da smo mi počeli, mislim, na splošno Jugoslaviji, počeli etnično čistko do Nemcev. Ma ne do Italijanov. Pravi, če bi bil to nek, recimo temu, normalen spomenik, spomin, na katerem bi bilo seveda tudi treba reči, to je posledica nekega italijanskega ravnanja, potem bi to bila neka vrsta sprava. Ja, seveda, ma to ni, to ni, ne, to zdaj, jaz zastopam tudi, kaj še ne veta Bogi Pahor, da mi ti povedati. Mora iti. Ja, Zakaj mora iti? Ja, zdaj, ali nekako narediti še to gesto in tako bo vse skupaj takoj pozabljeno in ne bo imelo nobenega efekta, ali pa sproži še eno tako polemiko in tako nasprotovanje, da se ne bomo izkopali z njega. Ne vem. No, ti si pravzaprav to knjigo Partizani končuješ z neko zelo kočljivo temo, ne, ki nas boli tudi v tem mikronivoju italijansko-slovenskih odnosov. Ne, to so ti povojni obračuni, poboji in tako naprej. Kako umeščaš te zadeve? Vemo, da je tudi za evropski kontekst napisanih vrsta knjig od Podivjane celine, Kitala do vrste drugih, ne, da je že prikazano tudi, kaj so počeli zavezniki, ne, z načrtnim pobijanjem civilnega prebivalstva med bombardiranji, z dopuščanjem ali celo spodbujanjem, ne, da so nemški vojni ujetniki umirali in tako naprej. Jaz pa naslednje. Kjer je bila ena rezistenca, je po vojni prišlo do obračuna. Nekje bolj, nekje manj. Pri nas, seveda, kjer je rezistenca zmagala na celi črti, več kako drugje. Ampak Italijani nimajo nič kaj za govoriti, ker so tudi oni počeli grozne stvari tle na severu. Francozi tudi. Danci, kaj so počeli oni s temi ubežniki iz vzhodne Prusije, ki so jih dali tja v lagerje na Danskem in pustili otroke, pustili umirati brez pomoči, brez zdravniške tiste oskrbe. In tako dalje. Norvežani, povsod se je to dogajalo. Ne? Zdaj, to ni opravičilo. To ni opravičilo za nobenega. Ampak, če ti sprožiš ena taka vojna, kako je bila druga svetovna vojna, ki je bila totalna, kaj si lahko pričakuješ? Nobeden ne ostane neomadeževan od takega dogajanja. No, zlasti v 90-ih letih se je začela razvijati nekakšna teza tudi pri naših zgodovinarjih, ne? Da na eni strani je ta zahodna kultura, civilizacija, ki se zna recimo tudi v takih vojnih razmerah brzdati, disciplinirati, na drugi strani pa tako, kot so rekli, azijatski barbarizem. Ampak nihče pa ne pove, da Britanci razen bombardiranja niso doživeli vojne, da Američani razen Pearl Harborja niso doživeli vojne. Ne? Nemška armada je pa šla do Moskve in nazaj dvakrat in vse uničila, pobila in tako naprej. Kako so se Britanci maščevali za bombardiranje Londona? So uničili celo Nemčijo. Jaz, ki hodim dosti po Nemčiji, dobro vem,
kakšna so nemška mesta? Ja, skoraj ni. Skoraj jih ni? Ja. Oziroma vsa nova? Berlin? Bamberg, Ja. pa morda še kakšno, ne, Ja, ki so kakšno ostale od tistih, ampak od teh manjših. jaz imam Berlin zelo rad, mi je tudi zelo všeč. Ampak je vesel. To je malo Ne. mesto, ja. Tako da, da ne govorimo o Trumanu in njegovih atomskih bombah, ne, in to, nobeden ni čist, no, absolutno nobeden, ne. Zdaj, ne vem, če so zahodni tele vojaki toliko posiljevali, kot so Rusi. Rusi so res dosti posiljevali, ne, ampak tudi brez posiljevanja tudi ni šlo. Nobeden mi ne bo rekel, ne. Pomenite, da bi mit o bazoviški fojbi bil danes takšen mit, kot je, če ne bi se ustvarila fama o Bazovicu kot kraju slovenskega trpljenja? Jaz mislim, da je da so izbrali ta jašek prav zaradi tega, da zoperstavijo našemu spomeniku, ki je bil že prej, to jamo, ne, in Ki niti ni fojba, ne. ki se pa ni fojba, ma gledajte, gredo tako daleč, da trdijo, da je noter še na metrične kube, da so trupla. Metrični kubik, zdaj ne vem koliko. Te številke tudi so vklesali v relief, ne, kjer kaže, kako naj bi bila ta jama napolnjena. Tisti metrični kubi, kjer naj bi bila ta trupla, se spreminjajo. Enkrat jih je bilo več, zdaj so malo zmanjšali, so spremenili spomenik, ne. Nimajo absolutno nobenega dokumenta, ki bi kakorkoli dokazoval to tezo. No, pa ne nazadnje bil to še rudarski jarek po vojni, ne? Ne, So ga železo, ali kaj so ga naredili? ta jašek so zgradili, oziroma so naredili Čehi. Škoda. Na začetku prejšnjega stoletja, ne, potem oni so iskali premog, ga niso našli in so ga opustili in potem je bil v bistvu smetišče in še tržaška občina je ga uporabila kot smetišče, tako da